Grdo je videti kristjana, ki hoče hoditi za Jezusom in slediti posvetnosti, tako je opozoril papež Frančišek med jutranjo svetomašo v kapeli doma svete Marte 26. maja. Poudaril je, da je kristjan v življenju poklican k radikalni odločitvi. Krščanstvo na pol ne obstaja, ne moremo imeti tako nebes kot zemlje, je poudaril sveti oče. Hoditi za Jezusom z človeškega vidika ni dobra kupčija, pomeni služiti. Jezus je služil in če ti Gospod da možnost, da bi bil prvi, se moraš vesti kot zadnji. To pa predpostavlja služenje in če ti Gospod da možnost, da imaš dobrine, moraš z njimi ravnati tako, da služiš, torej za dobro drugih. 3 stvari. 3 stopnice so, ki nas oddaljujejo od Jezusa: bogastvo, nečimrnost in ošabnost. Zato je bogastvo tako zelo nevarno, ker te takoj pripelje do nečimrnosti in se imaš za pomembnega. Ko pa se imaš za pomembnega, se ti zvrti v glavi in se izgubiš. Pot, ki jo je pokazal Jezus, je pot odreke. Jezus je dejal: kdor je prvi med vami, naj bo služabnik vsem, je poudaril sveti oče. Nadalje je zatrdil, da je Jezusa to delo z učenci veliko stalo in mu vzelo veliko časa, saj niso dobro razumeli. Zato ga moramo tudi mi prositi: nauči nas te poti, te znanosti služenja, te znanosti ponižnosti, te znanosti, da bi bili zadnji in da bi služili bratom in sestram cerkve. Grdo je videti kristjana, naj bo laik, posvečen, duhovnik ali škof, grdo je videti, ko hoče obe stvari, slediti Jezusu in dobrinam, slediti Jezusu in posvetnosti. To je protipričevanje in ljudi oddaljuje od Jezusa, je poudaril sveti oče, ki je na koncu homilije vse povabil, da bi še enkrat pomislili na Petrovo vprašanje in Jezusov odgovor. Vse smo zapustili, kako nam boš plačal? Plačal nam bo s podobnostjo njemu. Velika plača bo, da bomo podobni Jezusu, je dejal papež Frančišek.